Da se bližajo parlamentarne volitve, je bilo čutiti na včerajšnjem gospodarskem posvetu o prihodnosti naše regije. Ta že od osamosvojitve dalje velja za gospodarsko šibkejšo v primerjavi s celotno državo. Četudi je nekoč Maribor veljal za lokomotivo domačega gospodarstva, danes spada med zadnje vagone gospodarske kompozicije. Maribor je še vedno lokomotiva, samo treba je zakuriti v kotel, sprostiti zavoro, pa sprožiti, da se začne premikati. Priložnosti so, pogoji so, tudi za celo Slovenijo, moramo samo vse zavore odstraniti. Praktični dober primer je Magna, kjer smo naredili, bi rekli, neko seminarsko nalogo. Prav Magna je neko stičišče gospodarskega razvoja, političnega lobiranja in pomirjanja nezadovoljnega prebivalstva, ki državo vidi zgolj kot breme in ne priložnost. Morda pa se zadeva kljub vsemu obrača v drugo smer, saj je vodstvo Magne našo regijo izbralo prav iz posebnih razlogov. Bedeutet es, dass wir einen Standort haben, wo die Mitarbeiter sehr engagiert und kreativ sind. Zweitens hervorragende Logistik, hervorragende Infrastruktur. Drittens sind stabile politische Verhältnisse und eine engagierte Kommune vorhanden. Und außerdem haben wir hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir jetzt schon über Graz kennen, die hochmotiviert und hochqualifiziert ihre Arbeit tätigen. Upajmo, da bo takšnih naložb iz tujine še več, saj naša država z davčno zakonodajo do takšnih ni najbolj prijazna, čeprav Evropska unija že nekaj časa obljublja enotno fiskalno politiko, ki zajema tudi enotno davčno stopnjo. Vemo pa, da se Ciper po obdavčitvi od Slovenije precej razlikuje. Pa temu ni tako. Zato smo mi v Novi Sloveniji tudi predlagali dvig splošne olajšave na 7.000 evrov. Na ta način bi praktično rešili tudi problem delavcev migrantov. Tukaj iz okolice Maribora jih ogromno hodi delati vsak dan, vsak teden v Avstrijo, tudi seveda iz Prekmurja. In praktično zelo dobro poznam ta problem. Kljub vsemu pa gospodarstvo vzhodne Slovenije v zadnjem času kaže lepši obraz. Podravsko gospodarstvo je v letošnjem letu raslo na izvozu za 4%, torej je seveda dobro, je raslo na dobičku 281 milijonov celovitega neto dobička je ustvarilo, kar je najboljše v zadnjih 8 letih in seveda se povečuje izvoz in pa tudi domača potrošnja, torej gospodarstvo je raslo, tudi se kaže na število zaposlenih, 63 pa nekaj tisoč zaposlenih je v gospodarstvu. Kljub pozitivnim indikatorjem ima državna politika še precej rezerve pri izboljšavi pogojev domačega gospodarstva. Država mora napraviti nekaj na svoji davčni zakonodaji, nekaj na delovnopravni zakonodaji, nekaj na sistemskih zakonih. Na drugi strani so seveda jaz kot predstavnik gospodarstva želim, da bi mi dobili regije, kajti če bi bila Štajerska regija, bi bila definitivno bolj med seboj povezana, močnejša znotraj Slovenije in tudi do same Ljubljane. In ne nazadnje seveda si želim, da bi mi z temi kohezijskimi sredstvi, ki jih imamo še pravico in možnost črpati, seveda tudi v naslednjih letih lahko vplivali, da se bo gospodarstvo v naši regiji izboljšalo. Nekateri pa se na politiko in slabe gospodarske pogoje požvižgajo in zgolj sledijo norim idejam, pri katerih neuspeh nima prijateljstva. Moraš biti nor, razmišljanje mora biti enostavno malo drugače. Einstein ni bil nor, Einstein je bil drugačen. Ne bi rekel, da se zdaj mi gibljamo poti Einsteina, ampak moram reči, da moramo razmišljati drugače, saj drugačnost na trgu pouspeši povpraševanje in ko bomo to uspeli, bomo tudi naprej zadovoljni vsi. Epilog včerajšnjega posveta je bil poleg političnih ambicij tudi to, da naša država potrebuje nižje davke in nižjo obdavčitev dela. Podravje potrebuje primerljive državne spodbude, kot jih je bilo deležno Prekmurje v preteklosti. Podjetniki v Mariboru so bili naravnani preveč individualistično, kar je v nasprotju s socialnim gospodarstvom, pri katerem je pametna naložba dobička veliko bolj pomembna od samega profita, kar naj bi vzhodno Slovenijo po besedah včerajšnjih govornikov pripeljalo do boljšega gospodarskega stanja.